čim bi zamenjali življenje? Ali je misel na življenje tako nična, tako podla? Brez življenja je nično vse, kar ima življenje, je rekel in nekoč zapisal France Bevk. Dober večer in dobrodošli, spoštovane dame in gospodje, povabljeni in visoki spoštovani gostje. Vse, kar nam življenje ponuja, vse, kar v življenju doživimo, kar nam je v življenju dano ali v življenju ustvarimo, je življenje. Brez pomena biti v življenju pa je vse nično. Vendar, dragi moji, življenje tu v minulih 10 letih še kako ima svoj pomen. In o življenju 10 let Politehnike Nova Gorica bo nocoj tekla beseda. Kot prvega govorca, zato vabim pred mikrofon, predstojnika Politehnike Nova Gorica, profesorja dr. Boštjana Žekša. Prosim. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovana gospa rektorica Univerze na Primorskem, dr. Lucija Čok, spoštovani rektor Univerze v Vidmu, dr. Furio Honsel, spoštovani župan mestne občine Nova Gorica, gospod Mirko Brulc, predstavniki ostalih ustanoviteljev Politehnike Nova Gorica, predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, predstavniki Sveta za visoko šolstvo, pozdravljeni predvsem prejemniki današnjih priznanj, pozdravljeni vsi sodelavci Politehnike Nova Gorica, vsi gostje, veseli smo, da ste prišli na praznovanje 10-letnice Politehnike Nova Gorica. 10 let ni mnogo za visokošolsko ustanovo, vendar je, tako kot pri človeku, otroku, prvih 10 let v življenju najpomembnejših. Ta naš otrok, Politehnika Nova Gorica, ob 10-letnici zdrav, poln moči in optimistično vstopa v najstniško obdobje. Je pa ta otrok preživel svoje otroštvo v ne preveč naklonjenem okolju, skorajda kot sirota brez staršev. Zato je po svojih izkušnjah, po svoji samostojnosti, po svojem gledanju na svet starejši kot 10 let. Bolj samostojen, bolj odločen, kot bi pričakovali, in včasih morda tudi bolj trmast in bolj težak. Samorastnik pač. S tem ta kratek govor, pozdravni govor zaključujem, zahvaljujem se vsem, da ste prišli in upam, da se bomo po slovesnosti lahko tudi pogovorili. Hvala. Hvala lepa predstojniku profesorju dr. Boštjanu Žekšu. Politehnika Nova Gorica je nedržavna, raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci, ter se to znanje prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje. Drage dame in gospodje, nocojšnji slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Prosim, izvolite. Gospe in gospodje, cenjeni visoki zbor. Ne morem začeti drugače tega nagovora, kot s tem, da izrazim zadovoljstvo, da sem danes tukaj med vami in da izrazim zadovoljstvo nad tem, da je otrok, ki je bil rojen pred 10 leti,
preživel, da je danes, kot je dejal dr. Žekš, zdrav in pripravljen na tiste ključne izzive, ki čakajo vsakega v življenju potem, ko se zave sam sebe. Vendar pa bi naredili krivico v zgodovini, če se danes ne bi spomnili na tem mestu, ko praznujemo 10. obletnico Politehnike, tudi poskusov začetkov visokega šolstva na začetku prejšnjega stoletja, v času, ko je bila goriška pokrajina poleg Kranjske zagotovo najbolj slovenska pokrajina od vseh slovenskih dežel. V daljnem letu 1918 je namreč takratna Gorica postala sedež centralnega semenišča za primorske Slovence in to je bil prvi, lahko bi v današnjem jeziku temu rekli visokošolski program v teh prostorih, ki je imel daljnosežen pomen. Danes, po 10 letih od ustanovitve Politehnike oziroma njene predhodnice, lahko rečemo, da Politehnika skrbi za enakopravno vključevanje slovenske Goriške v bližnji sosednji pa tudi v širši evropski prostor. Na ta način se uresničuje zamisel, da bo Politehnika postala pomemben intelektualni most v vzhodno in jugovzhodno Evropo in ta most se svoje slovenske nravi in kulture gotovo nikoli ne bo odpovedal. V današnjem času, ko je Slovenija na pragu reform, v času, ko je praktično na pragu reform celotna Evropa in ko si prizadevamo za to, da bi se spremenili tako, da ustvarimo odprto in ustvarjalno družbo, ki bi morala v vseh pogledih izkazovati mednarodne konkurenčne sposobnosti in kvalitete, je ta obletnica, zaradi katere smo se danes tukaj zbrali, še toliko bolj pomembna. Samostojni visokošolski zavod Politehnika v Novi Gorici je eden izmed svetlih primerov, ko gospodarstvo in znanje delata z roko v roki. V Sloveniji bi si želeli še mnogo posnemanja. Naš skupni cilj je, da ustvarimo v naši državi takšne razmere, da vsi, ki so tega sposobni, dosežejo želeno izobrazbo, ne glede na socialne razlike in ostale okoliščine, s čimer si bodo zagotovili zaposlitev in konkurenčnost v svetu, kjer je ta konkurenčnost vse bolj zaostrena. Zaradi tega je potrebno, da se tudi celotni šolski sistem odziva na potrebe družbe, zlasti gospodarstva. Za gospodarski razvoj v sodobni Evropi in v svetu je najpomembnejše znanje. To sicer govori že dolgo časa, vendar pa vsi ukrepi do sedaj niso šli v tej smeri, da bi se tega zavedali. Danes je dejstvo, da je biti najbolj konkurenčen proizvajalec manj povezano z lokacijo naravnih virov ali značilnostmi, ki so veljale še pred desetletji, bistveno bolj pa je to povezano z obvladovanjem tehnologije, ki je potrebna pri uvajanju in izkoriščanju novih dognanj, spoznanj in izumov. Ko danes govorimo o položaju slovenskih univerz v evropskem in svetovnem merilu, ne moremo mimo uvrstitve na različnih mednarodnih lestvicah najprestižnejših univerz. Kakorkoli so lahko te lestvice tako ali drugače sporne ali pa kakorkoli je vedno razprava o tem, kakšni kriteriji so bili vzeti, pa je dejstvo, da zaenkrat naših univerz še ni v špici in da nas ta naloga še čaka. Slovenci smo to sposobni in tudi dogodek, ki ga danes tukaj slavimo, to potrjuje. Prepričan sem, da danes ob tem jubileju, tej dvorani, vsi delimo mnenje, da mora naš visokošolski sistem postati bolj kakovosten, konkurenčen domačem in mednarodnem okolju in da potrebujemo zaradi tega tudi doma več univerz in visokošolskih zavodov, tudi takšnih, kot je Politehnika, ki bodo prinesle večjo decentralizacijo, konkurenčnost in posledično bolj kakovostno ponudbo
terciarnega izobraževanja, ki je pogoj za to, da se število diplomantov, kvalitetnih diplomantov tudi v Sloveniji dvigne na primerljivo raven s tistimi evropskimi državami, ki so danes najbolj uspešni. Danes želimo v Sloveniji z ekonomskimi in socialnimi reformami, o katerih razpravljamo, staviti v nekoliko bolj v ospredje gospodarstvo in njemu potrebno znanje. Brez gospodarskega razvoja, brez gospodarske rasti ni mogoče graditi trdnih temeljev blaginje za družbo kot celoto. Zaradi tega zagovarjamo dvosmeren pretok znanja, predvsem na področjih in panogah, ki lahko Sloveniji prinesejo višjo dodano vrednost in nov razvojni preboj, ki ga potrebujemo. Slovenija potrebuje v naslednjih 10 letih vsaj za 3 odstotne točke hitrejšo gospodarsko rast, kot je ta v starih državah, članicah Evropske unije. Na ta način lahko v 10 letih dosežemo povprečje najbolj razvitih. S tem razvojnim prebojem se bodo ustvarili pogoji tudi za odpiranje novih kakovostnejših delovnih mest. To zahteva višjo kvaliteto znanja pri vseh, ki smo na trgu dela, in tu smo vsi. In zato lahko samo rečem, da je bila pot, ki ste si jo začrtali ob ustanovitvi Politehnike pred 10 leti, prava. Ne izobražujemo se in ne hodimo v šolo samo zato, da bi pridobili izključno znanje, ki se ga da pragmatično uporabiti. Šola je več, šola tudi vzgaja za življenje. Ta vidik je danes tudi zelo pomemben. Svet je tehnično vse bolj povezan, globaliziran, razdalje se zmanjšujejo, vendar je zelo pomembno, da se ne zmanjšujejo samo razdalje v tehničnem smislu, ampak da se zmanjšuje tudi razdalje med ljudmi, da gre za napredek v humanistiki z roko v roki, z tehničnim napredkom, in da je šolski sistem neka zaokrožena celota, kjer sta znanje in vzgoja v nekih skupnih vrednotah, okrog katerih je v Evropi že dolgo časa doseženo soglasje, tisto, kar je nek končni rezultat. Vendar pa mora biti znanje, ki si ga pridobimo še posebej na univerzi, v vsaj večini pozneje uporabno tudi v gospodarstvu in na delovnem mestu. Drugače ni učinka in ni napredka. Danes je to tudi eno od osrednjih razvojnih vprašanj Evropske unije. Glavne težave, s katerimi se srečuje Evropska unija v konkurenčnem svetu, nekatere največje, doslej zelo uspešne evropske države, izhajajo iz premajhnega izkoristka znanja. Deloma je to tudi posledica tega, da se premalo vlaga v raziskave in razvoj in da se izsledki raziskav in razvoja ne uporabljajo vedno optimalno. Slovenija sicer namenja za ta namen za raziskave in razvoj okrog 1,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda. S tem zaostajamo za povprečjem Evropske unije za 0,4 odstotne točke, za lizbonskimi cilji pa praktično za polovico. In eden od naših ciljev, ki ga želimo doseči s tem paketom reform, je tudi to, da se v naslednjih nekaj letih približamo temu lizbonskemu cilju. Vendar pa je še bolj pomembno od samih odstotkov in deležev tisto, kar dejansko učinkuje, to je vprašanje učinka, vprašanje izplena teh dejavnosti. Gre za število inovacij, patentov, visokotehnoloških proizvodov, predvsem v tržnih nišah, ki dajo tudi poslovne rezultate. Tukaj so ponekod primerjave še nekoliko bolj v našo škodo in predvsem tukaj je veliko manevrskega prostora, ki ga velja izkoristiti. V nekaterih drugih primerjavah je
možno zelo lahko najti napotek o tem, kako se Slovenija v prihodnje razvija. Pred kratkim smo imeli na obisku v Sloveniji predsednico Finske, države, ki je dosegla v zadnjem obdobju zavidljiv razvoj. Še posebej zahvaljujoč dobri organiziranosti na področju raziskav in razvoja in kvaliteti svojega šolskega sistema. Finska ima okrog nekaj več kot 5 milijonov prebivalcev in 20 oziroma 21 univerz, kar pomeni, da je terciarno izobraževanje bistveno bolj decentralizirano kot pri nas, da je tudi konkurenčno znotraj sebe in zaradi tega so tudi uspehi večji. Mislim, da smo v zadnjih letih, predvsem z ustanovitvijo Primorske univerze, z soglasjem, ki ga je dobila Politehnika, da postane 4. slovenska univerza, nekako prebili te blokade, ki so bile predvsem psihološke blokade v glavah in ki so preprečevale, da bi tudi v Sloveniji tukaj prišlo do konkurenčnosti in decentralizacije. Dovolite mi še par besed o sami goriški regiji. Cilji, ki ste si jih postavili ne samo na Politehniki, ampak tudi v vseh tistih dejavnikih, kjer se odloča o razvoju Goriške v prihodnosti. Iz teh ciljev izhaja, da so nek dolgoročni pogled v razvoj Goriške regije tisto, kar vsebuje tudi vzpostavitev in razvoj visokošolskega in raziskovalnega središča, ki bo močno, kjer bo aktivno čezmejno sodelovanje, tako da se bo doseglo tudi inovacijski tehnološki preboj regije, razvoj različnih tudi turističnih produktov in podobno, kar je danes tudi na nek način formalno strnjeno v strategijo razvoja Slovenije, ki je vlada sprejela na začetku poletja in ki daje znanju in ustvarjalnosti vlogo glavnega gibala rasti in zaposlovanja, tako kot to določa tudi za Evropo Lizbonska strategija. Rezultate dosedanjega uspešnega dela v tej smeri v Goriški regiji kažejo tudi nekateri pozitivni makroekonomski rezultati. V letu 2004 recimo je Goriška regija zelo pozitivno izstopala po zaposlenosti. Imela je samo 6,9% stopnjo prijavljene brezposelnosti, slovensko povprečje je preko 10. Ta podatek regijo uvršča na prvo mesto v Sloveniji. Regija pa že danes dosega v globalni primerjavi 73% gospodarske razvitosti Evropske unije, merjene v bruto domačem proizvodu na prebivalca po kupni moči. Razveseljiv podatek je tudi, da je gospodarstvo v regiji nadpovprečno izvozno usmerjeno. In kot sem omenil že prej, želja, da bi se na Goriškem oblikovala 4. slovenska univerza, danes tako rekoč postaja realnost, ko boste praznovali naslednje obletnice, se bodo v mikrofone in za govornicami izgovarjali nekoliko drugačni nazivi, kar bo posledica teh sprememb. Jaz sem ob tem preboju čestitam, zasluga za to gre vam, ki ste svojo vizijo in odločnostjo v teh 10 letih orali ledino in ta njiva danes po 10 letih že rodi bogate sadove. Tudi Republika Slovenija s podporo Politehniki in njeni širitvi, tudi na ostala znanstvena področja, zlasti humanistiko, prispeva svoje. S tem, ko se Politehnika širi tudi na druga področja, se tukaj ne gradi nek v staromodnem jeziku rečeno branik slovenstva, ampak se ustvarjajo pogoji, da se ta prostor samozavestno, pogumno vključuje v multikulturnost širšega prostora, kar je bilo dejstvo na tem ozemlju stoletja in tudi ena od temeljnih značilnosti okolja. Vendar, če ne bi pred desetletjem tukaj zagnani in daljnovidni
posamezniki ustanovili te visokošolske ustanove, bi bili danes bolj na začetku in bi jo morali ustanoviti prav sedaj, tudi zaradi teh sprememb, ki so jih prinesli zadnji premik v Evropi, zadnja velika širitev in seveda tudi vstop Slovenije v okviru te širitve v Evropsko unijo, rahljanje meja, približevanje časa, ko administrativnih meja na tem prostoru praktično ne bo več. Vse to in še stvari, ki jih tukaj nisem omenil, je ustvarilo priložnosti, kakršnih doslej Slovenci nikoli nismo imeli tudi na tem prostoru. Nikoli doslej vaši predniki pred sabo niso imeli takšnih možnosti razvoja v okolju, ki je na zunaj zavarovano. Jaz sem prepričan, da bomo te priložnosti znali s potencijali, ki jih imamo in ki jih bomo v prihodnje bolje organizirali in notranje izkoristili, te priložnosti tudi bolje izkoristiti v celoti in s tem zagotoviti večjo blaginjo za vse. Dovolite mi, da vam za vaše dosedanje delo izrečem vse priznanje in ta nagovor zaključim z mislijo, ki je najbolj bila, tudi če ni bila nikoli citirana, v veliki meri vodilo razvoja politehnike v zadnjih 10 letih. Gre pa za parafrazo Darwina, ki je dejal: preživel ne bo tisti, ki bo najmočnejši ali najpametnejši, ampak tisti, ki bo znanje in tisto, kar se je naučil, znal uporabiti v življenju, tudi zato, da se bo kar najhitreje prilagodil spremembam. Hvala lepa. Na nocojšnji slovesnosti, ko prepletamo misli iz življenja 10 let Politehnike Nova Gorica, bomo podelili priznanja, visoka priznanja zaslužnim posameznikom. In sicer zlato plaketo, 2 priznanji zaslužnega profesorja ter najvišje priznanje častni doktorat. Če pa se ozremo v zgodovino, je Politehnika Nova Gorica že podelila 3 priznanja za častne doktorate. In to sta postala leta 2004 gospod Romano Prodi in gospod Joseph F. Sutter, leta 2000 pa profesor dr. James W. Cronin. Med dobitnike priznanj z letnico 2005 pa se bodo zapisali današnji nagrajenci. Prvo priznanje, zlato plaketo, bo podelil profesor dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Politehnike Nova Gorica. Zlato plaketo Politehnike Nova Gorica dobi gospod Črtomir Špacapan. Življenjska pot gospoda Črtomirja Špacapana je tesno povezana z razvojem Nove Gorice in goriškega prostora. Od leta 1990 do 2003 je bil na čelu občinskih struktur občine Nova Gorica, sprva kot predsednik izvršnega sveta občine in nato kot župan mestne občine Nova Gorica. Kasneje je opravljal delo generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu. Trenutno je direktor regijske razvojne agencije, aktiven pa tudi kot športni funkcionar, saj je podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, predsednik Atletskega kluba Nova Gorica ter član upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Njegovo delo je bilo tesno povezano z nastankom in začetnim razvojem Politehnike Nova Gorica. Da je Politehnika Nova Gorica nastala ravno v Novi Gorici, se lahko zahvalimo njegovi vizionarski odločitvi in nesebični pomoči pri nastajanju te ustanove. Gospod Špacapan se je osebno zavzel, da je nastajajoča ustanova pred 10 leti dobila svoje prostore. V začetnih, najtežjih letih je skrbel, da je bila Politehnika Nova Gorica deležna tudi primerne finančne pomoči. V vseh svojih javnih nastopih je prikazoval Politehniko Nova Gorica kot največji,
če ne zgodovinski dosežek v goriški regiji in s tem večal prepoznavnost ustanove tako v lokalnem kot širšem slovenskem prostoru. In to v času, ko si je ustanova ugled šele gradila. Gospod Špacapan je prvih 8 let predsedoval upravnemu odboru Politehnike Nova Gorica. Svojo funkcijo je jemal širše, ne samo nadzorno. Svojim ugledom je pomagal rešiti marsikateri problem, saj se je zavzel, da je mestna občina Nova Gorica odkupila stavbo na Vipavski 13 in jo namenila dejavnosti Politehnike Nova Gorica. Gospod Črtomir Špacapan je sodeloval pri ustanavljanju fundacije Edvard Rusjan in pri iskanju prvih donatorjev. Pri delu fundacije je še danes aktiven kot predsednik uprave. Gospod Črtomir Špacapan je svojim delom in ugledom pomembno prispeval k nastanku, razvoju in uveljavitvi Politehnike Nova Gorica. Zato mu senat Politehnike Nova Gorica podeljuje zlato plaketo. Predsednik Politehnike Nova Gorica, profesor dr. Danilo Zavrtanik, bo Črtomirju Špacapanu izročil zlato plaketo Politehnike Nova Gorica. Iskrene čestitke in hvala lepa obema. Naslednji 2 nagradi Politehnika Nova Gorica podeljuje naziv zaslužnemu profesorju. Listini z nazivoma bo podelil predstojnik Politehnike Nova Gorica, profesor dr. Boštjan Žekš. Senat Politehnike Nova Gorica pa podeljuje naziv zaslužni profesor gospodu Stojanu Plesničarju. Profesorja dr. Stojana Plesničarja, ki je po rodu Goričan, je akademska pot najprej vodila v Ljubljano, kjer je študiral in leta 1969 doktoriral z področja medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 1972 je bil rehabilitiran v naziv rednega profesorja za področje onkologije in radioterapije. Med leti 1976 in 1980 je bil profesor Plesničar predstojnik oddelka za radioterapijo na Onkološkem inštitutu, v obdobju med leti 82 in 86 pa direktor Onkološkega inštituta. Od leta 1983 do leta 1996 je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, trenutno pa je predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje klinične onkologije, radioterapije, imunologije in biologije metastaz. Objavil je preko 420 del, od tega 79 znanstveno in strokovno vsebino ter učbenik Radioterapija in onkologija. Je odgovorni urednik revije Radiology and Oncology, bil pa je tudi predsednik in član uredniškega odbora revije Zdravstveni vestnik ter član uredniških odborov več mednarodnih revij za področje onkologije. Profesor dr. Plesničar je aktiven tudi na strokovnem področju, kjer deluje v različnih mednarodnih združenjih. Za svoje strokovno delo je profesor dr. Plesničar prejel priznanje za zasluge Zveznega onkološkega združenja ter zlato medaljo Slovenskega onkološkega društva. Profesor dr. Plesničar je tesno povezan tudi z delovanjem Politehnike Nova Gorica, saj je že od leta 1998 član senata, na podiplomskem študijskem programu znanosti o okolju pa je nosilec in predavatelj pri predmetu rak in okolje. Vsa leta je aktiven član senata šole za znanosti o okolju in član komisije za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in doktorskih disertacij ter mentor več podiplomskim študentom. Profesor dr. Stojan Plesničar je ugleden in mednarodno uveljavljen raziskovalec in predavatelj. Je tudi vnet zagovornik ideje o Univerzi na Goriškem ter s tem prizadevan za preoblikovanje Politehnike Nova Gorica v univerzo in formalizacijo njenega statusa.
Svojim delom je pomembno prispeval k kakovosti izobraževanja ter ugledu Politehnike Nova Gorica in zato mu Senat Politehnike Nova Gorica podeljuje naziv zaslužni profesor. Predstojnik profesor dr. Boštjan Žekš je izročil listino zaslužnemu profesorju Stojanu Plesničarju. Hvala lepa. Tudi drugo listino zaslužnega profesorja bo podelil predstojnik Politehnike Nova Gorica, profesor dr. Boštjan Žekš. Prejme pa jo Sidney A. Katz. Ker pa je gospod Katz nocoj zaradi bolezni odsoten, bo v njegovem imenu priznanje prejel gospod Robert Post, ataše veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji. Profesor Sidney A. Katz je doktoriral z področja kemije leta 1962 na Univerzi v Pensilvaniji. Njegovo raziskovalno delo sega na področje proučevanja vloge in kroženja mikroelementov v okolju in bioloških sistemih, ugotavljanju kemijskih nevarnosti v delovnem okolju ter radiokemije in radiacije kemije. Objavil je preko 100 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in napisal 7 knjig in učbenikov. Profesor Katz je aktiven tudi na strokovnem področju, kjer kot ekspert in svetovalec deluje v različnih odborih za zaščito okolja pred strupenimi snovmi ter ravnanja s komunalnimi in nevarnimi odpadki. Za svoje strokovno delo je profesor Katz prejel več nagrad ameriških strokovnih združenj. Profesor Katz je tesno povezan tudi samo ustanovitvijo Fakultete za znanosti o okolju in delovanju današnje Politehnike Nova Gorica, saj je že v obdobju nastajanja naše ustanove pomembno prispeval k vzpostavljanju mednarodnega sodelovanja s profesorji in ustanovami v Združenih državah Amerike. Čeprav je njegovo delo na Politehniki Nova Gorica predvsem pedagoško, pa z raziskovalci Laboratorija za znanosti o okolju sodeluje na raziskovalnem področju, kjer se odraža tudi v skupnih znanstvenih publikacijah. Profesor Sidney A. Katz je ugleden in mednarodno uveljavljen raziskovalec in predavatelj. Svojim delom je pomembno prispeval k kakovosti izobraževanja in ugledu Politehnike Nova Gorica na raziskovalnem in pedagoškem področju. Zato mu Senat Politehnike Nova Gorica podeljuje naziv zaslužni profesor. Predstojnik profesor dr. Boštjan Žekč bo izročil priznanje zaslužnega profesorja v imenu dobitnika, gospoda profesorja dr. Sidneyja A. Katza, priznanje pa prevzema gospod Robert Post, ataše veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji. In še zadnje priznanje, ki ga bomo nocoj ob slavnostni 10. obletnici Politehnike Nova Gorica podelili, gre za največje, najprestižnejše priznanje, podelitev častnega doktorata. Priznanje bo podelil predstojnik Politehnike Nova Gorica, profesor dr. Boštjan Žekš. Prejme pa ga Nobelov nagrajenec za kemijo, profesor dr. Paul J. Crutzen. Profesor dr. Paul Crutzen. Doktoriral je iz meteorologije na Univerzi v Štokholmu leta 1968. Svoje raziskovalno delo je posvetil študiju ozona v stratosferi, kemiji in modeliranju kemijskih procesov v stratosferi in troposferi ter interakciji med kemijo atmosfere in klimo. Leta 1995 je skupaj s profesorjem Molino in profesorjem Rowlandom prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Nagrada mu je bila podeljena za pionirsko delo na razumevanju procesov tvorbe in razgradnje ozona v atmosferi. Njegove raziskave so pokazale, kako občutljiva je ozonska plast na določene polutante.
Preko razumevanja kemijskih procesov, ki vplivajo na debelino ozonske plasti, je profesor Crutzen s svojimi kolegi nedvomno prispeval k reševanju globalnih ekoloških problemov, ki lahko imajo tudi katastrofalne in usodne posledice za življenje na Zemlji. Profesor dr. Paul Crutzen je častni doktor številnih univerz v Kanadi, Veliki Britaniji, Grčiji, Belgiji, Izraelu, Združenih državah Amerike, Čilu in Franciji. Je tudi prejemnik mnogih uglednih mednarodnih priznanj ter član ameriške, evropske, italijanske, nizozemske, ruske, švedske in Vatikanske akademije znanosti in umetnosti. Z velikim ponosom mu zato Senat Politehnike Nova Gorica podeljuje častni doktorat. Kot že rečeno, ga bo prejel iz rok predstojnika profesorja Žekša. Lahko izvolite k besedi. You may have a word, please. Well, I want to make it short. It's a great honor to have been given this honor of Dr. Honoris Causa. It's the first time I've been in Slovenia, and I must say the 2 days I've been here were very impressive, especially today when we visited the War Museum, not far from here. You see that very clearly that we have made progress. So many innocent lives have been lost during a senseless war. And now we are here in Slovenia, and Slovenia is part of Europe. And I think these sort of wars no longer will take place, so that we can devote our attention to much more important problems like the environment. I hope that the Polytechnicum in this city will add to our knowledge about the environment and make sure that the citizens all around the world, and especially in Europe and in Slovenia, know what an important task it is to keep the environment sustainable. I thank you again very much for the honor. Iskrene čestitke in hvala lepa obema. Če pa mi nizamo našo rdečo nit življenja in Bevkovih besed naprej, da je življenje nično, brez biti življenja, se nehote vprašaš tudi po razlogih po življenju. Kakšni oziroma kateri so? So to dobrine, ljubezen, sreča, zdravje, naklonjenost bližnjega? Ali pa je lahko dovolj, da je razlog oziroma smisel za življenje enostavno in majhno otroški nasmeh? Ni vedno dovolj, je pa velikokrat največ. Namreč razlogi za življenje je akademija, ki so jo tako za današnjo slovesnost poimenovali dijakinje in dijaki Dramsko-gledališke gimnazije Nova Gorica. Nina, Doris, Andreja, Lucija, Karin, Matija, Primož in Rok bodo predstavili pesmi akademika Cirila Zlobsa. Ines Kovačič, Vide Mokrin Power, Maje Vidmar, Vite Žerjav Pavlin, Franca Černigoja, Radivoja Pahorja in Jožeka Štucina. Slavnostna akademija pa je nastala pod umetniškim vodstvom profesorja Marjana Štancarja. Pesem podarja srce srcu, da bi ga vzradostilo, opogumilo za življenje, za ustvarjanje in za ljubezen. Vsi skupaj pa bi radi po svoje čestitali Politehniki ob njenem prvem visokem jubileju željo, da bi še naprej cvetela in da bi bili njeni cvetovi čim bolj blesteči. Kajti razlogov za življenje, za ustvarjanje in za radost je na tisoče.
Razlogi za življenje so. Začenjajo se in končajo na hišnem pragu. Svet se je zožil v ta mali krog svetlobe, ki ga je ustvarila prižgana svetilka. Tista ura je. Postelja je zadehtela z vonjem po zeleni travi in žena je kot zemlja, ki čaka dežja, da ugasi njeno žejo. Tista ura je, ko sem kot zrak in je zrak vonjajoč in je poln mrtvih trav, ki kopne. Tista ura je, ko mesec vstaja in lomi temo in svetloba diši kot seno. Sliši se večerno zvonjenje, krepenenje prši v temo. Iz grad vstaja hlad v nebo. Pika polonica mi prileti na ramo, da se zasmejem, a na željo vseeno pomislim, preden odleti. In ukretnik, ki jo pospremi, bi Kundera prepoznal, kar je tudi meni jasno. Mlajša od mene, dekle, ki se ji spomladi veliko čudežnega dogaja in se še mikavnega mnogo naslanja na vrata obeta. Ta kretnja poleta je kratka, a sladko lahka, kot občutek, da je že marsikaj razrešeno, kar vedno znova duši v dilemah. Vrtinči ladico, naj saba pomladna, jadra notranja lahko napne, saj modri trak zraka je trdna podlaga letečim. Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle. Srček veselo bi pela, da daleč razregalo se. Tralala, 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 Nisem pri pravi, ko mi pravi, da se jasnila razsvetli v jasnost, šele v globinah. Se bojim, kaj šele bo, ker če je pravi, taki mi pravi, bo najbrž hudo. Ker pravi, da se z vrha zazreš skozi drugega vase, da takrat čisto narahlo umreš. In v blagoglasju biti veš, da smeš ponovno priti. Načinov je kar nekaj. Lahko je potop vase, pokukaš v misel in vidiš. Misel je meso iz črk. Lahko je trzanje, ko zebe od strahu in si sam, prej
sedaj in potem. Lahko je tudi milost. Smer hoje med bilkami in rosami, pa pogled v nebo, v dolino, vanjo, želiš si gor in gor. Pristop je tudi sprehod do Boga, do bogatina, mojega, tvojega, občega ali črnega. Fina moka se siplje iz kamna, čemlinar neskončno ljubi žito. Sneti, laski, luskine, besede nimajo možnosti. Kdo je tu mlinar? Kdo je tu mlinar? Kdo je tu mlinar? Moja pot ni bila rimana. Moja pot ni bila rimana. In slutim, čeprav je ne poznam, da tudi tvoja ne. In vem, da tudi tvoja ne. A tako čudno. Ko si deliva besede, ko sili na prelomni steni verza že skoraj teče kri. Ko deliva besede v sili na prepadnem robu verza, se ne pokaže kri. Nama v trebuhu zazveni tango. S tisto špago, strgano, vozlava stopice. In zdi se, kot da se poznava iz neke stare argentinske stopice. In tango pleševa na glasbo iz sosednje ulice. Jaz sam sem ves zaklad postal in zanj se zbal, zakopal ga skopuh globoko vase. Zdaj hočem še in še, jemal bi in jemal, popotnico skozi te razsipne čase. Zdaj kocka sem, na najbolj nori vseh rolet, to je hazard, popolna radovednost. Jaz proti vsemu, za vse, jaz upanje preklet, da ljubljen in ljubeč, najvišja vrednost. Sam sebi bi postal goljuf in goljufan. Kot zemljena pomlad, ljubezni sem odprl, v dežju in soncu njene milosti zrahljan do korenin. Če prideš, bom cvetoči vrt, ko prideš, z bosimi nogami stopi van in jaz bom rosa na stopalih tvojih sanj. Dve ljubi, dve vodi, dva objema, povsod sva dvojni. Dajaš in dobivaš. Nevidna slav brez putih sva obema varljiva maska. Vse poveš in skrivaš, svobodni sva. Dvojina brez tančice. V škrlatnem pesku bova z roso tkali čarobno slast in grozo rajske ptice. Svodomci bova drobno sled iskali. Sovodni sva. Dve vodi in v dvojni spev rojeni. Še pod večer sva v glineno slutnjo ujeti. Dve sestri sva, a v njej obe zgubljeni. Dve reki sva. In ples valov je najin dom. Čez bele grudi sva nemir obeta in večni dvom. Dve ljubi? Dva objema. Noč, tatom. In je skrivnost, kot trojedini Bog, ta najna ljubezen dvojedina, od sanj nabrekla, bolna od spomina, zavezanih oči in rok in nog, svobodna v ječi,
ki jo sama straži, deviška v bokih, ki zorijo v greh, se skriva in je rada na očeh, resnici vdana, nedosežna v laži. Je dom miru in večni izvor nemira, zjutranjo in večerno zarjo vzide. Vso pot pozna, od jutra do večera. Najglobi noči zvezda ne zaide, opoldne žge in sveti nam z neba. Ljubezen, svetlo sonce in tema. Plaho se dotikajo duše, se priplazijo prav potiho, dahnijo neko misel in se poslušajo. Ena se vznemiri, trzne s krilci, zatrepeta z iskrico in prisluhne. Druga se hihita. Dva dotika nadaljavo! Nenavadna korespondenca! Metafizični hipci. V parterju je tretja duša, tista od ljubezni. Napaja se z ognjem drugih dveh in miruje. Miruje! Miruje! Tako dolgo! Tako dolgo! Tako dolgo! Tako dolgo! Tako dolgo te že ljubim. Da se našel v gubah tvojega krila, otruško sladkobo maminega predpasnika. V tvojem objemu sem spoznal goste poletne večere, iz časov brezimnega strahu. V tvojih prsih sem se spomnil materinega mleka in brezskrbne varljive varnosti. In tvoja usta so lonček zrelih jagod, s prisojnih poseg otroštva.
v ljubezen verujoč, kot plah kristjan v Boga nad sabo, ves čas mislim nate. Ves čas mislim nate. Zaupanjem vse stiske, vse zagate srca in duše. Zaupanjem. Pred te dan na dan razgrinjam in te strastno molim. Telo s poljubil žigam ti svoj križ pripadnosti in ti pod njim goriš. Jaz dogorevam, vendar le nikoli ne ugasnem umrl romarski spomin. Na sveta mesta tvojega telesa. Še zmerom vabijo me iz višine česa lepega, globine česa, kar je kot čudežev. Morda spet stara vrtoglavica srca. Prispodobe si ostala, nerazgaljena, temveč nesramežljivo gola. Sama sebi edina prispodoba. Ne več lepa kot, temveč lepota. Ne več svetla, temveč luč. Ne več zapeljiva, temveč zapeljivost. Ne več živa, temveč vse življenje. Krik, ki ogluši sam sebe. In je tišina, ki prisluškuje. Pogled, ki oslepi od pogleda nase in oslepljen spregleda. Ogenj, ki se razdivja, da ugasne. Mir, ki viharje drami. Vihar, ki mir prinaša. Ljubezen. Bela v posteli, zelena v travi, modra v nebu nad seboj. Rdeča v zari, temna v noči, ljubezen, sama sebi edina prispodoba. Ne več kot drevo, temveč preprosta, pokončna kot ljubezen. Ne kot smrt, temveč preprosta, ljubezen, vodoravna kot ljubezen. Ti, jaz, midva. Ta mejica med ti in vi. Ti in vi. Ni živa meja, ki lističe je treba rezati na pomlad. Ta mejica med jaz in ti. Jaz in ti. Jaz in ti. Je muca mlada, ki hoče, da se z njo igrava slepe miši. Ni včasih gnilo jajce. Oba. Kot starša pred otrokom mučiva. Ker treba je razložiti, da potreba ni potrebnost te razdalje. Za že znane razdalje mnogo kapnega dežja in za neznane razdalje
telesa. Lepo je ob vznožju, ko se bogovi sklanjajo. Bleščiče nedogledljivi, v prah si pišejo cev. Golo telo, ob nogah ležiče, nedoumljivi božji gon jih sili dol. Ob vznožju nas ne bodo zapustili. Pritlehnost. 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 Namesto, da bi ugledala, spregledala se, kjer je nebo, ki vesoljno modro je odprto. Mi odvisniško dušo in družbo privlačijo zabita zemeljska tla. Čeprav v bistvih nismo slučaj tukajšnjega ranjenega zla, nismo od umrljivega sveta miniranega. Poteka skozi tukaj brezgrešna večnost. Za raj razvija čutnost, smeh, duhovnost. Vem, ker sem že umirala in ni bilo sodbe. In nihče ne bi prišel nazaj brez klica naloge. Ne bi prišel. Vzorci pričakovanja. Čara se jim, v besede sveda čarovnija kot v glasbo. Oči, lepih in razprfotava, da ni konca klicev, teh vzrenje zadržanih skokov. Konklitja. V približevanje veliki skrivnosti. Če je poletje, Če je noč, je tako blizu, da sem še jaz več kot le odrasla priča. zarisovalec mej, in čeprav stopam v ris previdneje, Skoraj z nevero. a željo, z vzniklimi podobami že doživetega hrepenenja, ki priplavajo z neverjetno hitrostjo. S bolečo sladkostjo, da jih Božo mi še nastavljam roke. To ni molitev, ni prošnja, Je znak smeri. gibanja, Vzetja od obilja. ki nas trosi v nove vzorce pričakovanja. V norosti čas in mučnih preizkušenj in nežnih lov. Brez vaših privoljenj. Se na večer priplazita iz brezpoti. Moj zvesti rabelj in polblazni sel. Ljubimcem kradeta sinino dneva, pozabljen dih izmaknjenih bližin. Njun temni brat me spremlja. Ko bežim pred mrzlim jutrom, v krhko ločje speva. Zaman si rišem drobna zrna sreče v oblak prelestni z opuščenih staj. Le plaho prošnjo mi srce še peče. Zelene lipe, oljke. V svet tam doli bi pletel svitke z roba kraških lun in ljubil bi, kar je bilo. Nikoli. Samo sebe ziblje morje, morski san. Bile ptice se spreletejo nad njim, od slasti mu gašajo oči. Vse je prozorno, vsaka živa stvar. Školjki je videti hitinasto srce. Sipi je videti srce iz lovk. Galebu je videti iz zraka srce. Morju je videti živo srce. Ah, morje! Čudeži. Čudeži nas milo prerodijo.
Le, če jih prikličemo vroče prepričano, naj še božajo. Da se nam železni zakoni, bridki, maščevalni noži, kot ledene sveče stopijo na svetlobni. Topli, slani, rahlo, potni, angelski dlani. Prisotnost. 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 Prisotnost! Kadar ga sekajo, mor stoji. Niti pomisli ne, da bi z izruto bladno korenino bežal po cesti. Kadar ga sekajo, je najbolj drevo. Kadar ga sekajo, bor stoji. Niti pomisli ne, da bi z izruto bladno korenino bežal po cesti. Kadar ga sekajo, je najbolj drevo. Razlogi za življenje so? Čeprav nam jih življenje sproti ruši, razlogi so, Razlogi so. ko tonemo v temo, se nam na temnem nebu v duši kot severnica ukaže pod prižgo. Preveč temestev nas je usedlo, z leti prekrilo naš otroški kam in kot. Samo nazaj je treba se ozreti, do svojih bosih nog spet najti pot. Razlogi so. Razlogi so. Razlogi so. Čeprav oko morda jih več ne uzre, ne ujame več oho, čeprav srce od lepih sanj utrujeno nič več ne ustrepeta. Razlogi za življenje so. 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 Celo ko je življenje v nas vse manj in manj. So razlogi za življenje. Razlogi so. Razlogi za življenje so. So razlogi za življenje. Razlogi so. So razlogi za življenje. Razlogi za življenje so. To so bili dijakinje in dijaki Dramsko-gledališke gimnazije iz Nove Gorice. In ker smo nocojšnjo slavje začeli z besedami Franceta Bevka, končajmo z njegovimi besedami. Pravi takole: pesnik in pisatelj ne pade zrel z neba, mora se učiti. Najprej v šoli, nato iz knjig, ki jih prebira, da se komaj vidi iz njih, in kar je glavno, uči se od življenja.
Razlogi za življenje Politehnike z Nove Gorice so še bolj poglobljeni in v sebi nosijo še močnejši pomen. V teh 10 letih je ta pomen zorel, rasel in se razvijal. V naslednjih letih pa, tako kot otrok, bo dobil svoj pravi jaz in pravi pomen. Dobil bo vse, kar ima življenje. Srečno!